Dan, izvolite naprej. Na tej fotografiji je naša skupina, ko smo se vpisali na medicinsko fakulteto, na vajah iz anatomije. Jaz sem Tatjana Zorko, po poklicu in poklicanosti zdravnica. Želim biti dobra in delati dobro. Me je posnel hvaležni pacient. Sem bila 2 leti splošna zdravnica. Tukaj je moj najljubši sopotnik, pes Tobi. Potem sem pa dobila specializacijo iz interne medicine, postala specialistka internistka. Tukaj sem leta 2003, ko sem po operaciji želodca zaradi raka zelo hitro nadaljevala delo v svoji ordinaciji. Sem jaz bila tako znana po tem, da se rada pogovarjam z ljudmi. Potem sem dobila naziv specialistka kardiologije in vaskularne medicine. Jezik srca, strastno srce, imeti ljubeče srce, potrkati na srce koga ali pogledati komu v srce. Vmes sem pred leti diplomirala tudi na psihoterapiji. Jaz pravim, dokler se učim se, torej sem. Biti zdravnik je zame res tako kjerkoli, kadarkoli, s komerkoli. Brez neke lažne skromnosti bi lahko rekla, da sem dober človek, ki ima več kot odličen poklic, da sem res imela to nek privilegij, da sem lahko zdravnica, to je res tak doživljenjski poklic. Sem videla, da zelo velik procent, več kot polovica ljudi, ima zdravo srce, pa hude težave. Bodisi, da jim srce razbija, da jih tišči v prsih, da so utrujeni, skratka, da imajo težave, ki jih lahko pripišemo srcu, ampak njihovo srce kot biološka črpalka je pa zdravo. Včasih mi kdo reče, bom jaz prišel k vam kot kardiologinji ali kot psihoterapevtki. Rečem, jaz sem oboje, hkrati, ne ločim tega. In preventivna kardiologija seveda poudarja pomen teh psiholoških dejavnikov, duševnega zdravja za fizično zdravje srca. To mi pomeni vse. To je moja najglobja bolečina. Da se zdravnikom ne omogoči dovolj časa, da bi se lahko z bolnikom pogovorili. To se mi zdi, da je prav zločinsko dejanje do zdravnikov in do bolnikov. Ker če se zdravnik nima časa pogovoriti z pacientom, ker ima na razpolago pač ta omejeni čas in ker zunaj čaka 20, 30, 40 ljudi, je sam zelo pod stresom. In to je prineslo tak blagoslov mojemu delu zame in videla sem tudi za bolnike, ker vsak človek si želi biti slišan. Sploh, če pride v ordinacijo, ima tremo, je sam, je bolan, ga je strah, ne zaupa, rabi ta čas. Sodelujem pri zdravniški zbornici z 2 kolegoma, ki nudimo razbremenilne pogovore z zdravnikom v stiski. Glede na to, kakšne stiske zdravniki in zdravnice preživljajo, so ti pogovori res skromni, premalo jih je. Najbrž je vzrok tudi v tem, da si zdravniki tako ne upamo spregovoriti, da nismo dobro. Smo naučeni, da mi bomo že, gledajte. Treba je drugim pomagati, treba je delati, ampak mi vsi vemo, koliko zdravnikov, zdravnic umre predčasno, koliko zdravnikov, zdravnic je zelo bolnih in koliko je celo samomorov med njimi. Osebno številko, kako boste pa to zmogli, sem rekla, bom že, to ne. In res, potem sem pač povedala od 3 do 5, vsak dan sem dosegljiva na tej številki, to je revija Jana objavila in res so me ljudje veliko klicali. Jaz kot zdravnica sem bila tako naučena, da se je treba boriti proti bolezni in smrti. In nihče ti ne sme umreti, Ker če kdo ne umre, potem si slab zdravnik. Tebi, Tatjanček, iz srca srečno. No, to je pa zadnja knjiga, ki mi jo Manca podarila.
en teden pred smrtjo, pa že malo težje pisala, se vidi. Rada te imam, hvaležna za vse lepo in težko. Odkar sem pa spremljala Manco v tej hudi bolezni, me je ona naučila, da nihče ne umre meni, ampak vsak umre sebi. In moja dolžnost in pravica kot prostovoljka v hospicu je to, da sem ob teh ljudeh, da sprejmem to, da bojo umrli in da poskrbim, da je ta čas za mene in za njih in za njihove svojce čim lažji, čim boljši. Tako kot vsak zdravnik spoštujem življenje, čeprav vem, da je smrt sestavni del življenja. In jaz mislim, da naša skrb in naloga je pomagati ljudem, da dobro živijo in da dobro umrejo. In evtanazija in pomoč, prostovoljna pomoč, asistirana pomoč, vsekakor to ni. Hvaležnost pacientov. Hvaležnost, ki sem jo pogosto samo videla, občutila, tudi ne v besedah, ampak tisto, ki mi je nekdo rekel, joj, hvala vam, z vami sem se pa res lahko pogovorila, zdaj mi je pa res odleglo. Ko sem na obrazu videla, da je človek odšel iz ordinacije drugačen, kot je prišel. Ko mi je napisal kakšno besedo zahvale, ko mi je zadnjič en pacient, ki sem ga pregledovala pred 20 leti, napisal: kuku, še sem živ po vaši zaslugi. In vem, da se to ne spodobi, ampak kot 88-letni moški lahko rečem svoji bivši zdravnici, da jo imam rad.